Dober večer, spoštovani gostje. Gospod Primc, začel bom z vami kot pobudnikom referenduma. Kakšni so vaši glavni argumenti proti temu zakonu? Gre predvsem za načelno stališče, da nihče nima pravice posegati v življenje, ali vas moti tudi način, kako je to urejeno v tem zakonu? Seveda, to je srhljiv zakon. Poglejte, jaz nočem zastrupitve. Predvsem pa tudi nočem, da bi, posebej takrat, ko bom v penziji, ves čas siljen v to, da naj se odločim za zastrupitev, in tudi nočem tega, da bi bil v nekem obdobju, trenutku stiske, zlorabljen in porinjen v zastrupitev. In jaz sem trdno prepričan, da velika večina državljank in državljanov si ne želi tega, enako kot jaz. Tako da ta grozljiv zakon moramo zavrniti. Pa še eno stvar moram povedati. Ta zakon ima vgrajene zlorabe. Po tem zakonu je možno bolnika zastrupiti brez njegovega podpisa. Po tem zakonu mora zdravnik, ko izdaja mrliško potrdilo, lagati o razlogu bolezni. Ne bo smel napisati, da je umrl bolnik zaradi zastrupitve, ampak si bo moral izmisliti neko drugo bolezen. In še ena pomembna zadeva je, ta zakon onemogoča svojcem, preprečuje svojcem, da bi vedeli, da je njihov svojec v postopku. Zaradi zdravstveno osebje ne sme obvestiti svojcev človeka, ki je vstopil v postopek zastrupitve, in si predstavljate, kaj to pomeni. Mojo mamo dobijo, naprimer, če bi šla v dom ostarelih v neki stiski, gre v ta postopek in jo se jo enkrat najdem v krsti, brez da bi vedel, da se karkoli z njo dogaja. To je grozljivo. No, o teh argumentih bomo seveda še govorili, ampak samo še to, da razčistimo, govorite proti zastrupljanju. Zdaj ves čas to ponavljate. Ali ni to na nek način tudi banalizacija tega vprašanja, razvrednotenje v bistvu volje ljudi v hudi stiski? Kot smo videli tudi v prispevku, nekateri si to želijo. Poglejte, človek ki bo šel v te postopke, umrl zaradi strupa, ne zato, ker bo spil deci vode ali pa planinski čaj. Se pravi, v resnici bo šlo za zastrupitev in mi uporabljamo najbolj pravilno besedo. To, kar govorijo pa nasprotniki, pa seveda manipulirajo in zavajajo. Se pravi, gre za zastrupitev, človek bo umrl od zastrupitve in moramo ljudem povedati, da gre za zastrupitev. In seveda gre pa še seveda za denar. O tem pa mogoče malo kasneje. Gospod Sevc, tudi večina zdravnikov je proti temu zakonu. Opozarjate, da je zakon v nasprotju s kodeksom zdravniške etike. Imate pa, če prav razumem, tudi druge pomisleke. Ste torej proti takšnemu zakonu? Poglejte, ja. Prvi pomislek definitivno je etičen, moralni vidik do aktivnega poseganja v smislu, da človeka, da mu konča življenje. So pa seveda tudi strokovni pomisleki. Nekaj je že gospod Primc omenil. Gre za to, da enostavno ne moreš ti kot vzrok smrti napisati neko kronično bolezen, ki je sicer na dolgi rok res usodna, ampak umrl je zaradi aktivnega posega, zaradi pomoči v samomoru. Drugo je tudi to, da se v tem zakonu govori, da je to neke vrste zdravstvena storitev. Ne vem, kako je lahko pomoč pri smrti zdravstvena storitev. To je antizdravstvena storitev. Tako da to je, ne gre. So še drugi strokovni argumenti, ampak poleg tega moralnega je pa tudi dejansko problem možnosti zlorab. Še vedno so se dobri nameni končali v peklu. Vemo, da z dobrimi nameni je tlakovana pot v pekel. Mi vemo, da tam, kjer je evtanazija najbolj razširjena, je veliko zlorab. Vemo, to so podatki tudi objavljeni bili, ne nazadnje se tudi organe eutanaziranih ljudi uporablja za transplantacije. Postopek je, ga raj ne opisujem, ker se mi zdi še bolj srhljiv, kot je ravno kar gospod Primc povedal. Zagovorniki sicer trdijo, da to ni res, ampak mi imamo članke, ki jasno govorijo o tem, kako ta postopek poteka. Četrta stvar pri tem je pa tudi to. Nekdo, ki recimo zaradi ogovora vesti ne bo sodeloval pri končanju življenja, mora takemu bolniku obrazložiti potencialne stranske učinke tega postopka. Čeprav jaz ne vem, kaj je lahko stranski učinek, da preživi ali kaj. Tako da tukaj je nepar nenavadnosti, etika je pa itak glavna.
Gospa Novak, slišali smo kar nekaj, bom rekel, očitkov oziroma pomislekov. Zakaj je za vas ta zakon tako pomemben, da ste ga sprejeli, kljub temu, da tudi skoraj polovica volilnega telesa ni prepričana? Ne? Na referendumu je bilo 55-45 in tudi vidimo, stroka ni prepričana, da je ta zakon dober. Ali ne bi bilo prej mogoče boljše te zadeve dobro pretresti, preden ste ga sprejemali? Vi ste že v prispevku pokazali, da se pravzaprav ta debata okoli tega vodi v Sloveniji že od leta 2018. To ni nekaj, kar je nastalo čez noč. O tem je bilo veliko govora. Predvsem so se pa tudi na zakonodajalce obrnili ljudje, ki so dejansko trpeli in prosili za pomoč. Ta zakon je prišel v Državni zbor iz strani civilne družbe, se pravi od ljudi. Ljudje so ugotovili, da je treba dati ljudem še eno možnost, ker med nami so ljudje, ki se znajdejo v tako hudi situaciji. In mi smo ravno zaradi tega, ker razumemo, da je to težka, terja razmislek, smo zakon takrat zavrnili in ga dali na posvetovalni referendum, da vidimo, ali smo kot družba sposobni sprejeti tak zakon. Odločitev je bila zelo jasna, več kot polovica, večina ljudi je bila za. Pa vendarle, ker razumemo pomisleke, predvsem zdravnikov tudi, smo evtanazijo v celoti odstranili iz zakona, da ne bi bili zdravniki tisti, ki morajo aktivno sodelovati v tem postopku in biti oni tisti, ki ga izvajajo. Jaz se čudim, če lahko... Pomisleki niso upravičeni po vašem mnenju? Jaz mislim, da ne. Jaz se čudim zdravnikom, vendarle, tudi vi, gospod, ste zdravnik. In vi veste, da vsem ljudem preprosto ne morete pomagati. In jaz bi pričakovala od ljudi, ki pomagajo sicer ljudem, toliko sočutja, da jim v takih situacijah ne preprečujejo, da naredijo edino, kar se zdi za takega trpečega človeka, še to, kar si želi. In to je, da se mu prekine ta agonija in trpljenje. In gre za ljudi, ki umirajo. To ne gre za ljudi, ki so zdravi. To gre za ljudi, ki so bolni in imajo terminalno bolezen in bodo v vsakem primeru umrli. In to zdravniki dobro vejo. Vsi bomo umrli. Vsi bomo slejko prej umrli, ampak gre za to, da ste popolnoma spustili paliativno terapijo. Paliativa je danes izredno razvita. Za njo lahko praktično vse težave učinkovito olajšamo, če je razvita. Drug problem je v tem, da pri nas žal ni razvita. Ampak to ne more biti izgovor, da se odločiš za pomoč pri samomoru. Gospod, mogoče preden gremo na te konkretne pomisleke, gospod Pleterski, vi ste predlagatelj tega prvega zakona, vi ste sprožili vso to debato. Kako gledate predvsem na pomisleke, ki smo jih slišali od gospoda Primca in Cevca? Ja, bom kar začel. Začnimo najprej zadnjo temo, to je paliativna oskrba. Zavedati se moramo, in če bi imeli danes gospod Metko Zevnik tukaj, bi ona zelo ganljivimi besedami opisala konec svojega moža, kako zelo lep je bil ta konec, zato ker je imel res lepo paliativno oskrbo. Vsi, in to zdaj poudarjam, prav vsi se zavzemamo za čim boljšo paliativno oskrbo. Strinjamo se, da je paliativna oskrba izjemno pomembna, njen razvoj, da lahko pomaga ogromni večini ljudi. Ampak, in to pa zdaj posebej poudarjam, nikoli v nobeni državi sveta, nikjer in tudi v prihodnosti ne, tudi najboljša paliativna oskrba ne more pomagati prav vsem. In zdaj pride drugo, kar se velikokrat napačno poudarja. Ta zakon ni zamenjava za paliativno oskrbo in tudi obratno velja. Paliativna oskrba ne more biti zamenjava za ta zakon, ampak se oboje dopolnjuje. Ta zakon pravzaprav lahko razumete tudi kot zadnje dejanje paliativne oskrbe. Zdaj moram pa povedati še nekaj, kar je tudi zelo pomembno. In sicer decembra lansko leto je izšla svetovna študija o izvajanju pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je zajela 20 držav sveta, od Nove Zelandije preko Avstralije, Evrope do Severne Amerike. In tam so pač analizirali vse primere, ki so bili od začetka uvedbe te zakonske možnosti po posameznih državah do leta 2024 izvedeni, to je bilo skoraj 200 000 primerov. In kaj so ugotovili?
da je struktura teh pomoči, izvedb pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v vseh državah sveta enaka, kar se je mogoče razlagati samo na naslednji način, da v resnici izvedba ni odvisna od politične ureditve, da ni odvisna od kakovosti paliativne oskrbe in da tudi ni odvisna od tistih konkretnih pogojev za odobritev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jih posamezne države imajo. In zdaj glede tega še malo nazaj k paliativni oskrbi. Nekatere od držav imajo tudi statistično spremljajo, koliko ljudi zaprosi za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, glede na to, ali so že bili v paliativni oskrbi ali ne. V večini držav je okrog 70% ljudi prihaja iz paliativne oskrbe, kar kaže seveda, da paliativna oskrba je pomembna, kot sem poudaril, ne more pa pomagati vsem. Glede, vsi, če prenadaljujemo, vsi se sklicujete na podatke iz tujine. Ne? Mi smo pripravili en graf, kako je recimo v 3 državah, kako se je povečevalo število smrti z postopki evtanazije oziroma pomoči pri končanju življenja, Belgija, Nizozemska in Kanada. In povsod se vidi, da je to število v bistvu po uzakonitvi kar precej naraščalo in zdaj trenutno recimo v teh 3 državah je okoli 5% smrti zaradi pomoči pri samomoru oziroma evtanaziji. Zdaj, zagovorniki tega zakona vsi pravite, gre za izjeme, pač gre za posamezne primere, ki jim paliativa ne more pomagati. Ampak tu je že videti, da ta zadeva postaja vse bolj množična. Gospod Primc. Ja, glejte, v Kanadi zastrupijo 5% oziroma 15.000 ljudi na leto in ta številka raste. Iz leta v leto raste zelo hitro, ste lahko tudi na grafu videli. Na Nizozemskem prav tako 5% je to 10.000 ljudi. In gospa Novakova je rekla, da gre za sočutje. Mene to tako zaboli. Sočutje ne ubija, gospa Novak. Ljubezen ne ubija. Sočutje pomaga, nudi bližino, nudi roko, nudi toplino. In poglejte, bolniki potrebujejo naše drage mame in očetje, stare mame in stare očetje. Ne govorimo o nekih imaginarnih osebah, govorimo o konkretnih ljudeh iz naših družin. Se pravi, mame in očetje, stare mame in stare očetje potrebujejo zdravljenje, potrebujejo lajšanje bolečin, potrebujejo našo bližino, potrebujejo pomoč, ne pa strupa. In poglejte, kakšno sporočilo je to za naše otroke, kakšno sporočilo je to za naše mlade. Pa še ena stvar. Rekli ste, da gre za terminalno, se pravi, stanje, terminalno fazo življenja, stanje tik pred smrtjo. Ni res. V zakonu ne piše terminalna faza, ampak piše zaradi fizičnih oziroma psihičnih bolečin. Se pravi, lahko človek tudi samo zaradi psihičnih bolečin zapade v ta postopek zastrupitve. Ja, gospod Primc, grdo zavaja, ne? To je res popolnoma neprimerno. Ampak nekaj bi rada povedala. Ta zakon gospodu Primcu in nikomor drugemu ničesar nič ne vsiljuje. Vi jaz upam, da boste svojo bližino in toplino izkazovali vsem ljudem, ki vas imajo radi. In to je prav. Ampak so nekateri ljudje, in te poznamo vsi, tudi medijsko so se izpostavili, pa jim ni bilo lahko, ki pač preveč trpijo in si želijo tega. In ta zakon v resnici nikomu ne bo nič vzel. Ne zdravnikom, ne poškodovanim. Ja, izvolite. Oni vedno govorijo, nikomor nič ne vzame. Poglejte, jaz nočem zastrupitve, ampak jaz tudi nočem, da bi, ko bi bil starejši, ko bi bil v penziji, bil ves čas siljen na vsakem koraku, vsakič, ko bom šel k zdravniku, da ne se odločim za zastrupitev. Nočem tega. In tudi nočem, da ko bom v stiski, ko bom oslabel, nočem, da ta zakon z zlorabami, ki so v njega ugrajene, povzroči, da bom zastrupljen. Tega nočem in verjamem, da velika večina ljudi tega noče. Vi zavajate, ko govorite, da ta zakon ima varovalke. Ta zakon nima niti ene varovalke, ugrajene pa ima zlorabe. Zakaj svojci ne smejo vedeti? Zakaj svojci ne smejo vedeti, da je njihov svojec, njegova mama, oče, morda tudi starejši otrok, vstopil v postopek zastrupitve? Zakaj je to prepovedano? Zato, ker skrivate. Ker hočete prikriti zlorabe. To piše v zakonu, to je res. Gospod Primc, vi tako grdo zavajate, da je to nekaj groznega. Gospod Novakova, to piše. Kje piše dolžnost zdravnika, da obvesti svojce?
dolžnost zdravnika je v resnici, da ugotovi, ali je ta človek tako bolan in so izčrpane vse možnosti zdravljenja, da je dejansko lahko posledica te njegove bolezni neznosno trpljenje, v katerem človek živi. In zdravnik nima naloge, niti slučajno, da ga napotuje kamorkoli drugam, samo pojasniti mu mora, kakšne so še druge možnosti, ali druge, ali v tujini, ali doma. In paliativa prav tako. Tako da to je dolžnost zdravnika, ne pa, da ga bo kam silil. Kjer zdravnik ve za vse možnosti zdravljenja na tem svetu, za vse možne te hude bolezni, ne vedo. In ja, piše notar, da mora obvestiti o možnosti zdravljenja doma in v tujini. Preberimo si, kaj piše v zakonu. V zakonu, v 7. členu imamo 8. odstavek, ki pravi, in to je zdaj odgovor na vašo skrb, gospod Princ, kako vas bodo grozovito vsi zdravniki silili, da zaprosite za ta pomoč. Je bila to vaša formulacija? Torej, kaj piše tu? Zdravnik ali drug zdravstveni delavec ali sodelavec pacienta ne sme spodbujati k uveljavljanju pravice do PPKŽ. Napoved zahtevka za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja mora pacient podati resnično, izrecno, nedvoumno in nepogojno. Zdaj je pa povedal še nekaj, kot sem že pri besedi, glede na tisto strašno. Bom takoj dal besedo, sam da replika, pa vas bom jaz še vprašal naprej. Gospod Princ, a ste nekaj... To ni res. Če bi prebrali naprej, bi lahko vedeli, da se lahko človeka zastrupi brez njegovega podpisa. Brez njegovega podpisa. Gospod Princ, zelo nenatančno ste prebrali zakon. Poglejte, mrtev človek pa ne bo povedal, kako je potekal postopek. Vi to natančno veste. In tukaj brez podpisa je samo pri tistem, ki ne zna pisati, ali pa ne more, ali pa ne more, in je notarski postopek, kako se v tem primeru postopa. Ali pa je razglašen za takega, da ne more. Gospod Princ, se pravičujem, gospod Pleterski. Zlorabe so vključene v ta zakon in človeka lahko zastrupite brez njegovega podpisa. Kaj dajte nekaj? Če se ne more napisati, ampak on da izjavo, ki jo da ustno lahko. A smem prekiniti z enim vprašanjem? Tu se zdaj prepirate, ali je možna zloraba glede podpisa, ali ni možna. Takšnih posameznih očitkov pa proti argumentov bo verjetno še veliko v tej kampanji, ampak temeljno se mi zdi tukaj, zagovorniki zakona trdite, gre za posamične primere, nasprotniki pravite, nas bodo silili, če prav razumem. Gospod Pleterski pa gospa Novak, bom tako vprašal, če ti podatki, ki smo jih videli, držijo in če je toliko, bom rekel, tako velik porast števila ljudi, ki uporabijo ta postopek, postane, bom rekel, ta postopek ne samo normalen, ampak in sprejemljiv, ampak morda tudi posreden pritisk na pač tistega, ki je bolan, da nekako odstrani sebe kot breme svojcem, recimo, če se tako vidi. Spomnimo se na to, kaj se je dogajalo z varstvenim dodatkom, ko je država začela zasegati premoženje zato, da ga poplača. Ljudje so raje bili lačni, kot da so svojim otrokom kot da so svoje otroke prikrajšali, recimo, hiše. Se ne bojite tega posrednega pritiska? Mislim, to se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Hvala za to vprašanje, ker končno bom lahko povedal to, kar sem že dvakrat poskušal, pa ste me ustavili. Najprej glede tega strašnega naraščanja primerov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v nekaterih državah v tujini. To je primerjanje hrušk in jabolk. To so države, ki omogočajo evtanazijo in omogočajo pomoč pri samosmrtitvi. Ne dovolite, ali legalizacija tega, prekinjam vas zato, ker imamo zelo malo časa. Ja, ampak jaz bi že 10krat povedal, če me ne bi tega prekinjali vmes. Ali sprejem tega zakona ne bo pomenil posrednega pritiska? Ne bo pomenil posrednega pritiska. In drugo, ker je to, da mi smo primerljivi samo za Avstrijo, ne pa s Kanado, zato ker samo oni imajo tak sistem, kot ga bomo imeli mi,
Pri njih je bilo v lanskem letu 112 samousmrtitev, kar pomeni 12,2 na 1 milijon prebivalcev. To je koliko konkretnih primerov. Kaj pa prinese to nam vsem ta zakon? Vsem nam prinese zavest, da kadar bomo v taki stiski, bomo imeli izhod. To pa vsem prinese. Zakon ima res veliko varovalk. Pravite, da imate. Bomo nadaljevali. Spoštovani gostje, za konec, žal nimamo veliko časa, bi vas vprašal, kakšno je vaše sporočilo tistim, ki še niso odločeni. Gospod Pleterski. Tistim, ki se še niso odločili, sporočam, da če si želijo imeti zagotovljeno možnost mirnega, dostojanstvenega, pa tudi ljubečega konca življenja v objemu svojcev doma, potem ne grejo na volišče in glasujejo za zakon. Gospod Primc. Glejte, če želite živeti mirno življenje, če nočete, da boste na starost siljeni v to, da se dajte zdrobiti, če nočete, da bodo zlorabili vas takrat, ko boste najbolj nemočni, potem morate iti na referendum in glasovati proti. In še eno stvar, tukaj zadaj je samo denar in to je vladna, pokojninska in zdravstvena reforma. Tako da ljudje, pazite na se, pojdite na referendum, glasujte proti, sicer boste živeli v strahu pred zastrupitvijo. Gospa Novak. Jaz bi povabila vse ljudi, ki imajo radi svoje življenje in želijo odločati o svojem življenju, da ne pustijo, da odločajo o njem ljudje, kot je Aleš Primc, in grejo na referendum in potrdijo zakon. Gospod Sevc. No, jaz tudi pozivam vse, da se udeležijo referenduma, seveda pa nasprotujem temu zakonu, zaradi tega, ker mislim, da je v njem možnih veliko zlorab, je nestrokoven in po drugi strani morda rešuje kakšne težave, ampak zdravnike pa sili v hudo stisko, ker bodo morali ravnati neetično in amoralno. Najlepša hvala. Kot vidimo, je odprtih vprašanj še veliko, tako da se bomo o tej temi v tem mesecu očitno še zelo veliko pogovarjali. Za nocoj, spoštovani gostje, najlepša hvala.